Priprave na odmeven vpis kurentovih obhodov na Unescov seznam so trajale na Ptuju že od leta 2010. Unescova stroga pravila za vpis na seznam nesnovne kulturne dediščine so namreč zelo zahtevna. Tako da na našo, za razliko od katerih drugih, ni bilo amandmaja od članov komiteja ali še kakih dodatnih vprašanj ali podvprašanj, ampak so bili deležni izjemnega aplavza in izjemnih čestitk, ko je bilo tudi uradno razglašeno, da so obhodi kurentov spisani, umeščeni v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. S tem vpisom smo dodali kurentu pečat večnosti. Pravzaprav to dediščino negovati naprej. Torej, UNESCO ne pomeni, da vi nekaj zaprete pod stekleni lonec. UNESCO vam preprosto omogoči to, da bo ta dediščina živela večno. Ker se pa vse na svetu spreminja, ne? In vse na nek način podleže spremembam, tudi tradicija podleže spremembam, ampak če se vi na nek umen način s tem ukvarjate, potem tradicije ne boste uničili. Ne? In tretja stvar za UNESCO je, kar se mene tiče, predvsem čast. Ne? Torej, to je častno dejanje. Po besedah Branka Brumna je kurentovo obredje Ptuj in Slovenijo z UNESCom umestilo v zakladnico tisočletij kulturne dediščine in duhovnosti človeštva, saj etnografska kulturna dediščina predstavlja avtentično zibelko kulturne identitete in dediščine posameznika, mesta, naroda in človeštva. Za Ptuj in kurentovanje je to seveda še posebnega pomena. Znano je, da je Ptuj že dalj časa slovenska pustna prestolnica in evropsko karnevalsko mesto za članstvo Evropske federacije karnevalskih mest. Predvsem pa se mi zdi zelo pomembno, da smo to ohranjanje, negovanje in predstavljanje izjemnega bogatstva ptujske etnografske kulturne dediščine na čelu s kurentov in prenos le-te na mlade rodove, kot dolgoletni strateški cilj kurentovanja na Ptuju pravzaprav dosegli z tem vpisom. Kurent je prepoznaven simbol slovenstva v evropskem in svetovnem merilu. Njegovi obhodi prinašajo dobro in odganjajo zlo. Za mene gre to za izjemno globok obred, torej če si jaz nadanem upravo 40 kg, pritečem k vam na dvorišče z željo, da vam zaželim srečo, zdravje, zadovoljstvo, da na nek način odženem vse, kar je slabo in vam poskušam pri tem pomagati, ne? Torej, a ni to neko plemenito dejanje? A vendarle naj bi pravi pomen kurenta v času izgubil prvotno poslanstvo. Obredi naj bi po zgodovinskih izsledkih spadali v novembrski in decembrski čas. In torej to, da so se znašli v pustnem času, je po moje bil nek prefinjen načrt, ker torej ta etos in ta sporočilna vrednost, negloboka sporočilna vrednost oblastnikom nikoli ni odgovarjala. Kurentov kožuh je v zgodovini nosil moški, danes si ga nadenejo tudi dekleta. Če je že osnovno poslanstvo kurenta odganjanje slabega, borba proti zlem silam in tako dalje, ne, pa meni, da ja ne boste v prve vrste takrat poslali otroke in ženske. Torej, to je na nek način moško opravilo in moško dejanje. Kurentovi zvonci ne zvonijo zgolj od svečnice do pepelnice, ampak jih je mnogokrat slišati tudi na športnih prireditvah. In torej, kaj ste vi naredili kot kurent, če ste pritekli v kurentovi upravi na Zlato lisico? Ljudem, ki so se 3 tedne mučili, ne, da bi naredili dobro progo, bi jim vi odgnali zimo in v deželo prinesli pomlad. Kaj naj potem lisičke vozijo med zvončki in trobenticami? Čelan je sicer kritičen, a v dokumentaciji za UNESCO se dopušča, da se kurentovo obredje uporablja tudi za promocijske namene. Omogočeno je predstavljanje teh obredov tudi za predstavljanje izven tega pustnega časa, ampak za organizirane promocijske namene. Eden takih promocijskih namenov je tudi olimpijada, ki bo naslednje leto v Južni Koreji. In tam bo odmeval tudi zven kurentovih zvoncev.